da je, mislim, da je čas za premislek ali pa ponovni razmislek. Včasih, ko so tako, da ne rečem, turbulentni časi, kot jih živimo danes, ali pa kot so bili pred dobrima 2 desetletjema, dostikrat ljudje ponovno razmislimo o smiselnosti raznih povezav, da ste recimo politik in podobno. Pred 2 desetletjema in še nekaj smo takrat razmislili, smo se odločili za nov družbeni red, pa za novo samostojno pot. Danes pa, ko smo malo pred bankrotom ali propadom, pa se mi zdi, da je ponovno razmislek o tem, kaj bi bilo treba narediti, da bi Slovenija ostala, da bi ostalo tudi blagostanje, da bi bili državljani in državljanke zadovoljni svojo državo in podobno. No, tukaj pa je že kar precej velikih skrbi in vprašajev. Še posebej, kar se tiče Slovenije. Čeprav je usoda Slovenija močno povezana tudi z usodo Evropske unije. Jaz mislim, da za obe velja, recimo, da nista večni tvorbi, to je dejstvo, ampak pomembno je, da vsi skupaj ustvarimo ali pa naredimo pogoje, da sta ti tvorbi trajni, koliko se le da. Danes se tudi v Evropski uniji veliko razmišlja, v katero smer bo šla. To, kar imamo sedaj, očitno ni dovolj dobro, ne samo zaradi tega, ker je pada tudi Evropska unija močno v krizo, ampak se iščejo nekakšni izhodi iz dane situacije in želeli bi si marsikdaj, da bi se v Evropi povrnila tista vizija, tista dobra pozitivna klima, kot je živela tam okrog leta 90. To se celo poprej pripisali na vižo Združene Evrope. Tako da se danes na konceptualni ravni bijeta 2 pristopa. Eden se imenuje komunitarni, ta predpostavlja, da je Evropska unija še bolj združena, še bolj integrirana, še bolj enotna, tudi kar se tiče skupnih evropskih politik, da je Bruselj še močnejši, da je Bruselj še bolj regulatoren, da še večjo upravno in administrativno središče kot danes. Danes, moramo si priznati, relativno niti ni tako močan. Vse skupaj, proračun Bruslja je torej 1% celotnega GDP-ja v Evropski uniji, kar ni veliko, čeprav se tako nadere kar veliko denarja, recimo na leto okrog 150-160 milijard evrov. Ampak vendarle, torej ta opcija komunitarna zahteva Združene države Evrope, ki temu po domače rekli, to je šlager, ki se tudi politiki prijeti. Na drugi strani pa imate drugo pozicijo medvladne metode, ki temelji pač na izhodišču, da mora biti Evropa zgolj ohlapna zveza nacionalnih držav, kajti demokracija se lahko razvija samo v okviru nacionalnih držav, vse ostale neki so druga, in nikakor ne bi smeli dopustiti, da bi Bruselj postal premočan, da bi bruseljski proračun bil prevelik, kajti to bi zaviralo svobodno razvoj držav članic in podobno. Podobno se včasih, zdaj ko je kriza, tisti, ki smo starejši, se spomnimo Jugoslavije, so nekateri refleksi zelo podobni, kot so bili v tistih časih. Severni lok držav opozarja, da je treba šparati, da je treba načevati, da ne smemo preveč združevati denarja. Južni lok držav pa seveda želi večjo vlogo Bruslja, večji proračun, seveda, ker pričakujejo od rasnih politik več pomoči in več denarja. Že pismo 6 držav pred 2 letoma je bilo zelo jasno opozorilo in tudi ravnanje britanskega premijera Camerona, ki je dal veto predlanski december na že skoraj sprejeti proračun, zato ker se dogaja v soglasju Evropskega parlamenta in Evropskega sveta. Ko je šel na letališče v London, je dejal, ne bom dal pristanka na ta proračun, je vse skupaj padlo, ponovno pogajanje in tako naprej. Torej, države članice niso več pripravljene toliko financirati, predvsem pa ne več Evrope, še bolj močno ga Bruslja. Tako da, ko bomo iskali rešitve med tema 2 idealnima tipoma, idealnima prostoroma, med tema 2 prihodnostima Evropske unije, je seveda rešitev pomor na dlani. Treba bo zelo senzibilno iskati vsakokratno ravnotežje med tema 2 pristopoma. Kolikor bi se zgodilo,
da bi šla Evropska unija v resnično neko združene države Evrope, tudi nam že po logiki stvari pomeni neko zlitje v strukturnem smislu, pa tudi v kulturnem smislu. Takrat se bodo državljani držav članic ustrašili take Evrope. Po drugi strani in se lahko začne zelo hitro razpravljati, kot smo že videli ali pa doživeli v preteklosti z Jugoslavijo. Po drugi strani pa je tudi res, tak sistem, kjer bi države članice bile odločilni faktor v evropski politiki, pa tudi ni dober. Prvič, ni demokratičen dovolj. Evropska unija mora razviti svoje lastne mehanizme in pa tudi svoje lastne vire financiranja. Zaenkrat je tak, šefi vlad in držav pridejo na svet in oni določijo, koliko bo denarja v Evropski uniji in določijo neki okvir vseh teh politik. Zato se jaz bolj nagibam k temu, da bi vendarle Evropska unija dobila svoje lastne vire. Svoje lastne vire, kar seveda čemu mnogi nasprotujejo, ampak na ta način bi vse v inštitucionalnem smislu nekatere, kot je Evropski parlament, svet pa komisija, bili malo bolj neodvisni, samostojni od sveta Evrope, ki pa ima največ miši pri vsej te zgodbi. Tako da bi v tem smislu bilo to dobro. Torej, da se išče ravnotežje vendarle malo na višji ravni. Seveda pa ne sme nobena članica dobiti občutka, da v Evropski uniji nima lastne perspektive ali pa da je izgubila suverenost in podobno. Ekonomsko suverenost in socialno izgubljajo, ampak tudi to ne po krivi Brusla ali pa Kameruna ali pa kakšnih drugih držav ali pa Merklove, ampak predvsem po lastni krivdi. Tako da, izhodišče bi rekel tako, evropska ideja in sama skupnost ni čisto nova. Nastala je na pogorišču dveh svetovnih vojn 20. stoletju, dveh groznih vojn. Predvsem z namenom, da se to nikoli več ne ponovi. Da ostane tako integrirana, recimo, da se ne bo več nikoli pokazal na ekonomskem polju kakšen protekcionizem ali pa protekcionističen trik pred Nemčijo in Francijo ali pa Anglijo in pa nekaj drugih. Torej, mir pa blagostanje, to sta bila dve taki veliki ideji, ki sta spostavili novo Evropo, kot jo danes živimo. Če pa ideja že stara, nekaj stoletja, ampak potem bomo nekaj drugih. Dobro, ja. Moram upozoriti goste, da bomo bolj kratki.